Dež in kislo vreme, ki se je spreminjalo vsake pol ure, sta nas privedla v Piran. Najbolj znamenito mestece na slovenski obali ponuja turistične znamenitosti in zanimivosti na vsakem koraku, od vhoda v mesto do punte. In čeprav je Piran najlepši, ko je obsijan s soncem, ponuja marsikaj tudi, ko sonca ni. Sem sodi predvsem pestra zasedba muzejev. Muzej podvodnih dejavnosti je vsebinsko razdeljen na 3 sklope. Najobsežnejši del je namenjen težkemu delovnemu potapljanju v skafandru in zgodovini podvodnih del na slovenskem etničnem področju. Drugo področje obravnava športno potapljanje in zelo zanimive začetke športnega potapljanja pri nas. Poseben del pa je namenjen podmornicam. Muzej pripoveduje osebne zgodbe posameznikov, morskih pionirjev, ki so svojim delom pomembno zaznamovali razvoj podvodne dejavnosti. Od potapljanja do podmornic. To je krmilo kultne podmornice Nereide. To je podmornica italijanske kraljeve mornarice, katere poveljnik je bil Carlo del Greco. Ta poveljnik Carlo del Greco je kot edini v zgodovini italijanskih priznanj prejel najvišje odlikovanje, in sicer zlato medaljo za vojaške zasluge. To podmornico Nereide je leta 1915 pri Palagruži potopila avstro-ogrska podmornica U5, katere poveljnik je bil znameniti in vsem dobro znan von Trapp. Amorje in Piran skrivata še veliko več. Le streljaj stran od muzeja podvodnih dejavnosti je Akvarium Piran. Obiskovalci lahko tukaj spoznajo, kako raznoliko je življenje v Tržaškem zalivu. To pomeni, da imamo večino organizmov, ki živijo v Tržaškem zalivu, tako v priobalnem prostoru, kot tudi bolj na odprtem morju. Akvarije tako polnijo prijetne in lepe vrste morskih rib in rastlin in pa tudi take vrste, ki si jih ne želimo srečati. Med njimi sta tudi manjši morski pes in morena. Tukaj imamo nekaj zanimivih strupenih vrst, kot so recimo morski zmaj, škrpena pa zvezdogled. Potem imamo lico kot velika atrakcija v našem akvariju, to je pač plenilka, ena večjih vrst, ki živijo pri nas. Potem so tu različne vetrnice, raki, kot sta recimo jastok pa rarok. Jastok je bil ob našem obisku na Trnih, saj se je pripravljal na levitev. V novi preobleki se bo spet sprehajal po akvariju in svojo barvo in velikimi kleščami še naprej zbujal pozornost radovednih obiskovalcev.